Beletrina, v živo. En lep, vroč, soparen pozdrav vsem skupaj. Živjo. Živijo, Irena. Živjo, Maja. Spet smo v Beletrini v živo, z dinamičnim duom, že v tretjo, Ireno, ki je ni treba posebej predstavljati in z menoj Maja Peharc, vaša naključna izpraševalka in bralka. Danes sva tukaj zato, da se pogovorijo o tvoji tretji knjigi v seriji Mio Aurelija, kot jo v moji glavi jaz poimenujem. Pa upam, da ne bova sedeli zadnjič tukaj. Mogoče dva stavka bi jaz povedala o tem, kje je Mio do zdaj bil, da si malo osvežimo njegovo zgodbo, ker se mi zdi pomemben. Dopolni me, če se ti zdi, da bom kaj ključnega pozabila. Mia Aurelija, našega priljubljenega državnega tožilca, spoznamo v prvi knjigi Rdeča kapica. Zasvojen z igrami na srečo, z alkoholom, ločen, žaluje smrt svojega otroka, za seboj ima družinsko tragedijo, nasilnega očeta, odsotno mami, sicer 3 sestre, 2 se umreta v avtomobilski nesreči in še tretjo sestro, Avioniko, s katero je tudi si zelo blizu. Vse skupaj se takrat dogaja v Ljubljani, ki je mrzla, v nasprotju z danes, ki je izredno vroča, to po moje danes sem menila še ne 4-krat. V drugi knjigi Beli volk se tudi malo zaradi dogodkov prve knjige znajde v bolj srečnih okoliščinah, clean oziroma ne več zasvojen tako zelo, nazaj z bivšo ženo, nekako na poti k sreči, kupila sta hišo, zgleda, da bo vse dobro. Zgleda, da bo vse dobro, na kar potem izvemo, da v bistvu je tudi njegova bivša žena zasvojena mal z nekimi drugačnimi odnosi. Ne preveč povedati, ker eni še vedno berejo dvojko. Ne bom. In na koncu že spet nekako vse skupaj pade v vodo in ostane sam. Druga knjiga se dogaja pa v vroči Beli krajini in tudi malo v vroči Ljubljani. In zdaj prijadramo do... In v Kočevju, na Kočevskem. Kočevski gozdovi, volkovi. Tako. In zdaj prijadramo do tretje knjige. Kje pa najdemo Mia zdaj? A nam lahko malo namigneš, kje se nahaja? Mia je v Ljubljani, Mia se nahaja v Ljubljani, ampak imamo več dogajalnih prostorov, se pravi več lokacij. Mio gre v Trbovlje. Mi zdi, Trbovlje je tukaj tudi ene vrste protagonist, geografski. Potem pa seveda se Mio vrača v svoj rodni kraj, to je Trst oziroma okolica Trsta, in na Sicilijo. Se pravi, Sicilija, tudi on sicer ne gre na Sicilijo, ampak Sicilija je tudi en zelo pomemben dogajalni prostor. Tako se mi zdi vedno fajn, da majčkeno razgibam ta milje in se malo igram, ker tudi vse je fajn, Mio živi v Ljubljani, ampak to je ta centralizacija, se mi zdi, da treba majčkeno še druge slovenske kraje not vključiti, zato ker ne živijo vsi bralci tudi v Ljubljani, pa tudi na vse zadnje je fajn malo ven iz teh okvirov in malo potipati tudi druge pokrajine in druga mesta in druge prebivalce, da ni skozi samo Ljubljana. Pa še mogoče malo ščepec egzotike, to je pa ta Sicilija v mojem primeru in tudi Trst, oziroma se Trst je napol naš, recimo temu tako, ampak Mio je tam odraščal in to so pač njegove korenine tam, v katerim se vrača. Ne vem, če veš, ampak mislim, da si omenila... Lahko še enkrat vem, koliko sem vesela z naslovnico, jaz Maja povej, super, če ni to najlepša knjiga, res je. Tako sem vesela, da ko boste brali, boste videli, koliko ta slika sploh ni naključna in kako je dobro povezala, oblikovalka, ker mi je bilo tako strah, glede na to, da Rdeča kapica, mislim, da strah je premočna beseda, ampak Rdeča kapica je imela onega belega volka in že pri dvojki sem mislila, kako bo to speljala, ker je beli volk dvojka, to se je pač slučajno pokrili in je potem s temi stopinjami, ki se drobijo v to drogo dejansko, tudi fantastično se mi zdelo, ko sem pa tole videla, mi je bilo pa prav, mislim res. Meni tudi super. Še posebej kako je domišljija dela. Ko bolj bereš, pa bolj vidiš, sicer sem jo brala na bralniku, ampak sem že videla, kakšna je in sem jo šla pogledati. In se ti je pol, ko si prebrala, ti je bilo lepo res. Poklopen. Pa daj pejva kar k stvari, ampak najprej te bom vprašala o Metaliki, ker ta prva stvar, ki sem jo v knjigi prebrala, je Master of Puppets in sem lahko tako, to je že malo bolj moja muzika. A si bila ti v Firencah na koncertu? Ne, mislim, jaz sem bila na veliko koncertih, na 3 koncertih Metalike, jaz Metaliko obožujem že od srednje šole naprej, Zdaj sem bila po Amsterdamu, so bili zdaj aprila, 27. In tudi, mislim, kar rasteš z enim bendom in so oni tudi starajo vmes in tako in nekako
ljubi so mi, zelo so mi ljubi, tako da se mi je zdelo tudi vsebinsko, da je ta knjiga majčkam bolj na hard, recimo, in tudi taka tematika, in tako da en pol tak mogoče mal metal, veš, in tudi vsebinsko, te komadi, ki sem jih izbrala in ki so gor, niso pač slučajno tam tako, za pozornega bralca v bistvu že sta prvim komadom Master of... Tudi vsebina, ko pogledaš, se zelo lepo sklada pač. Ja, že Master of Puppets bi v bistvu mogel dati vedeti, da se nekaj dogaja v odzadju. Mia Aurelija najprej srečamo v Ferencah, izvemo, da ima zdaj neko novo ljubezensko novo staro, ja. To so liki, ki jih poznamo že ampak, itak, to mi je tudi nekaj, kar mi je zelo zanimivo, da se v bistvu vedno znova, ne samo v teh pač njegovih kolegih, sodelavcih vračaš, ampak tudi v bistvu v druge like vedno znova vpletaš. To mi je ful zanimiv moment. Ampak, kar te želim nekako povprašati je tole. Mislim, da sem že v prejšnjem pogovoru za Belega volka te sprašvala o tem, zakaj Miju ne dovoliš, da je srečen, ampak tle pa zdaj res tako zaznavam en tak, ne dramaturški lok, ampak en tak mal trikotnik, njegovo to večno neko prehajanje iz tega, da je pač okej, pa da ni okej, pa da je okej, pa da ni okej. A se ti zdi, da v bistvu je tak lik bolj zanimiv za ljudi za brati? Ker pač vemo, da trpi in nas to vleče. Seveda je, zato ker tako, kot smo mi, mislim, ne moreš biti skozi okej. Noben človek v lifeu ni skozi okej, tako da tudi to ne. Če pa je nek zaplet, pa to seveda fajn za bralce. Jaz mislim, da ne v filmu, ne v serijah, ne v romanu ne morejo biti ljudje brez problemov oziroma protagonisti, ker pol kaj boš, mislim, pol je to zdaj že na, mislim, kaj, Se pravi, morajo imeti probleme, s katerimi se soočajo in ki jih morajo potem bralec tudi navija, za njega, da potem on razreši svoje probleme in da mu uspe. Se pravi, prvo mora biti padec in potem se mora gor dvigati. So te neke dramaturške zakonitosti, brez katerih pomoče. Je bilo, ko si zamislila Mia Aurelija oziroma njegovo zgodbo, je bilo že od začetka planirano, da bojo 3 knjige? Da bo trilogija? Ne. V bistvu sploh ne. Bilo je tako, da niti sploh nisem mislila na to, kaj bo, ko bo knjiga išla, niti na bralce, niti na nič. Bila je samo ena taka neka želja po pisanju tovrstne zgodbe, in bolj sem nase gledala, koliko mi je fajn in tudi tako zelo malo sramežljivo in z nekim strahom, spoštovanjem sem malo tipala po tem žanru, ker ga izjemno spoštujem in se mi zdi izjemno kompleksen, in tak sploh ne nekaj za podcenjevati. Tako da malo sem se še lovila, tako da zdaj pa se mi zdi, se počutim že kar nekako suvereno v teh vodah. Nisem pa mislila, sploh da bo se razvil sproti. S Čandrom sva se pogovarjala, potem, ko je bil tudi uspeh Rdeče kapice, da bi mogoče bilo fajn. In tudi imam, še danes imam tole željo po nadaljevanju, ampak mislim, da sem zdaj zaključila. Mislim, da dokler si na vrhuncu. Bom stala profesionalna. Sva midva še v dobrih odnosih z Aurelijo, se še ne kregava, mi še ne gre na živce, ni nek moj star zakonca, s katerim, ki bi mi šel tako. Tako da takrat je treba zaključiti. Tako da jaz mislim, da ne bi se pa rada determinirala, recimo, da zdaj celo življenje sem kriminalke pišem, se mi zdi še toliko drugih stvari za početi. Mislim, da tako kot si omenila že, da imaš spet različne kraje, kar je tako nič drugega ne bi pričakovala od tvoje knjige, to se pravi Sicilijo, Trbovlje, Ljubljano in tako naprej. Imaš spet tudi različne perspektive v knjigah, ker pač imamo te neko glavno zgodbo, ta primer, pa zraven dobivamo izseke spet iz Sicilije, iz nekega fantka, ki ima pač neko travmo s svojim očetom, in nam tako drobiš te zgodbe. Ampak meni je bilo zelo zanimivo, da si v bistvu vpletla noter tudi Violo, njegovo ženo, bivšo, ki v bistvu nekako ni zares vpletena v glavno zgodbo, ampak na nek način je. Po nekak dogodkih iz druge knjige se ona nekako odloči, da se bo zdravila na morju in odjadra svojo jadrnico na Jadran, ampak potem se v bistvu spremljamo ta njen notranji nekak boj v tem, pride nazaj k Miju ali ne. Po drugi strani pa pač vidimo tudi razmerje Mija z novo staro ljubeznijo in ta nek njun, v bistvu mi je bilo zanimivo, da si pripletla te dve ženske, ker skozi njiju gledamo tudi Mija. Kaj misliš, da vidimo drugače skozi njiju, kot če ne bi bilo njih? Kaj nam one dve v Miju povesta? Vsaka ima svoj pogled na razmerje, ki ga ima z njim.
In tudi jaz mislim, da vsake zgodbe je treba, sploh če gre za serial, ti moraš gledati na te like, ki se razvijajo skupaj s tabo. Se pravi, če sem jaz Rdečo kapico pisala 2 leti nazaj, sem se tudi jaz vmes že majčkeno razvila in potem se tudi te liki razvijajo. In tudi njihove zgodbe so majčkeno drugačne in vsaka ima svoj vidik na svojo vezo z njim in tudi vidimo, kako se je on v teh vezah spremenil in kako se je recimo Viola do njega spremenila. Se pravi, tako kot v real lifeu, ko gre neka časovnica naprej, a ne, tako mora iti potem tudi dejansko v romanu, ker je nek timeline, ne, ki ga je treba upoštevati. Ja, absolutno. Da mislim, da prosto, da se pravi, če je ta nek trikotnik med njimi, ne, mislim, da bralec potem tudi, jaz ne moram zdaj Lejo čisto odsekati, pa neko novo, da se mi zdi brez veze, če je en lik razvit do neke točke, zakaj bi ga pustila pri miru, pa potem ga ne bi več razvijala naprej, se mi zdi fajn se z njim večkrat potruditi. Ker tudi bralec, nekdo se identificira s tem likom, nekdo z nekim drugim in zakaj potem da to ne mara. Ja, pa zanimivo mi je bilo tudi to, da si v bistvu ju srečala in to glih v tej hiši. To mi je bil tak zanimiv moment, da se mi je zdelo, da mogoče nam to da še en tak majhen vrhunc tudi med njima, no? Da nista samo, da ponovadi se ženske ne srečujejo, nekako imam tak občutek, te dve sta se pa za zelo kratek čas. Zato, ker se mi zdi, da tako navijamo vsi, a ne zdaj, a se boste te dve srečali, a se ne boste, a se bo odločil za to. Vse to je tako malo, en ščepec, kako naj rečem, malo te neke ženske radovednosti, vojerstva, ki vedno na koncu vprašanja se boste poročili, bo vse ostalo razumno, mi se malo banaliziramo vse skupaj. Ampak je to, se pravi, jaz mislim, da bralca ali pa bralko bolj mogoče zanima, kako bo zdaj z njimi. Se pravi, pride do neke razrešitve. Ja, pride, še posebej zato, ker Viola sama zase in tudi Leja, v bistvu obe dve gresta skozi nek ta proces, kaj je zdaj v bistvu ta odnos in obe dve prideta do nekih svojih, sicer bolečih in tudi nebolečih zaključkov. Ampak pri Leji mi je fajn, zato ker jaz sem njo imela čisto kot nek drug lik na začetku. In potem se ona sama razvijala naprej in neko pot ubrala, ki je bila mečkan, kako naj rečem, ni ona čist gladka na nek način. Tako se mi zdi, da to kar buta ven. Je pa taka direktna in pove pač v obraz, Viola je mogoče mečkan bolj vzvišena. Pol kleš enih dveh takih žen se mi zdi zanimivo, na koncu ena jo vika, ena tika, tako take male v dialogih nijanse, ki lahko kažejo potem na karakter. Kar se mi zdi, da naredi pol knjigo še toliko bolj zanimivo, ker jaz vem, da sem že spet imela občutek, da sem jo brala tako najprej 2 strani, pa 2 strani, pa vse strani naenkrat. Tako se pohiti, zato ker imaš tudi te zanimive izseke notno, ki jih mogoče ne pričakuješ ravno v eni kriminalki, ko smo navajeni, da beremo sam. Je to, da imaš recimo noter izseke iz Sicilije pred ne vem kolikimi leti, njun pogovor in tako naprej. Da nisi fokusirana sam na zdaj se je zgodil ta moment. Ni mi sam cilj hudanet pa prideti potem do tega, ampak naj se bralec zabava že vmes pač zgodbo in naj uživa v tem, kar se ta trenutek dogaja. Tako se mi zdi vedno pomembno. Prav, ne bom te več spraševala v Mijo Aureliju, da ne bova zajadrali v nevarne vode, kot te bom želela vprašati o koncu knjige, pa o tem, zakaj sem se drla, ko sem prebrala konc, tako da ne bova v tem. Bo se premaknili malo naprej še v zgodbo, ker vse glih beremo kriminalko in se zgodi en umor. In se mi je zdelo zelo zanimivo, kako v bistvu ta en zelo navidezno enostaven umor na začetku, potem nekako eskalira v eno tako globoko zgodbo od tega, da je pač Mijo osebno vpleten v to, do na konc, da pridemo do neke sicilijanske mafije. Pa bi te mogoče, mislim, da to lahko pokvarimo bralkam in bralcem, da v bistvu umor, ki se zgodi in v katerega je Mijo vpleten, je umor njegove sestre, Vionike, in si po Rdeči kapici v bistvu spet združila brata in sestro. Kaj lahko poveš? Mislim, združila sem jih zato, ker že v Rdeči kapici, proti koncu, sem imela občutek, da sestra, ki je prišla k njemu v Ljubljano, je prišla z nekim namenom in bi jaz to zgodbo sem jaz hotela še peljati naprej Rdečo kapico, ampak potem sem videla, da ne bo, da tudi dramaturško ne gre noter in zato sem pač končala in sem videla, da potem je ona ostala not, bi jo lahko vendala, ker ni imela nekega namena tazga v enki. Ampak potem sem pa pustila, ker očitno nekako podzavestno sem vedela, da bo najbolj šlo naprej in tukaj mi je prišla naprej. Se pravi, tukaj sem vedela, da bo ona not vključena v celo zgodbo že zdavni. In sem tudi sklenila krog. Se pravi, Črni princ se nekako začne, preden se začne Rdeča kapica. V bistvu res, v bistvu je tak krog, se pravi, gre ciklično in zaokrožena celota, kar se mi zdi zelo zanimiv. In potem v bistvu, ko Mijo ugotovi, da preiskuje umor sestre,
lahko rečemo, da devalvira, da se pač čist sesuje. Kaj v bistvu, kaj je tisto, kar Mija najbolj prizadene? To, da je 30-letni videl, da ji ni mogel pomagati, da sta se tako razdvojila. Jaz mislim, da imam slabo vest, ker kot brat, ker pol vidimo čez roman, koliko sta bila povezana ona dva otroštvu, koliko sta dejansko na nek način bila neke vrste samorastnjaka, ki sta sama gor rasla, glede na to, kakšna je bila družina, kakšni odnosi so bili doma, za 4 stenami. Se pravi, veliko nasilja je bilo, toliko veliko alkohola, potem mama ga je zapustila, oziroma celo družino. In to, da sta se ona dva razšla na tak način in potem, da je on obljubil nekako, da bo poskrbel za njo, mislim, poskrbel, to se zdaj tako sliši, kot da ona ni mogla sama zase poskrbeti, ampak da ji bo pomagal pri tej ločitvi, ker ona je to kot nek začaran krog, se pravi, je imela nasilnega očeta doma in potem si je najdla tudi nasilnega partnerja. Tako da, mislim, tudi ta roman obravnava to družinsko nasilje. Definitivno. In potem seveda se zgodi, kar se zgodi, in on mislim, da ima veliko slabe vesti, se pravi, on sam sabo ne more nekako tega prežvečati, in se zgodi pač potem posledično, kar se zgodi. Ja, res je. Ja, mislim, zanimivo mi je bilo, vedno bolj, ko sem brala, bolj, ko sem bila po koncu, pa se pač v bistvu razpleta ta zagonetka, pa ta več različnih nivojev, nekih splet, ki se dogajajo. Bolj se mi je porajalo vprašanje, kako ti vse te niti držiš v glavi, oziroma prosim reči mi, da imaš eno veliko Excel tabelico, kjer imaš not napisan na strani, tole bom dala to informacijo, ker mi je samo fascinantno mi je, kako v bistvu dobro prepletaš, pa nam daješ informacije, kdaj mi kaj izvemo, zato da v bistvu je tisti res vrhunc na koncu, ampak da vse glih ni. Še včasih imaš občutek, da te vodijo, zdaj bomo povedali. Ti pa v bistvu imaš zelo precizno. Tukaj je čas zelo pomemben pri kriminalkah. Se pravi, kako dozirati informacije. Se pravi, kdaj bralcu povedati eno informacijo, ki jo izve mogoče pred protagonistom, ali pa mogoče kasneje. Se pravi, to je zelo pomembno in ti lahko celo strukturo porušiš. Se pravi, ta suspens, ki si ga gradil, lahko potem takole porušiš z nekim dejanjem, to, da poveš nekaj prekmalo ali pa prepozno, ali pa da zakompliciraš, ali pa da preveč preprosto poveš. To so ene take zelo pomembne stvari. Pri likih je pa tako, da jih je treba tudi dati noter v prizor in potem ven iz prizora vzeti zelo natančno. Tukaj te kriminalke so tako, kot da bi imel pohranjenih teh nitka, s katerimi se igraš. In to, kot sem že velikokrat rekla, mi je scenaristika dala. Jaz sem delala v teh dnevnih serijah, kjer je bilo ogromno enih likov in si točno mogel vedeti, kdaj ga daš not v prizor, kdaj ga ven vzeti, da ga ne pustiš predolg noter, se pravi nek klopčič zaplesti in potem nazaj odplesti. Ne smeš pozabiti niti na eno nitko, ker se zelo hitro potem vse poruši. To so kriminalke take dosti strukturalistične, vse pa mora imeti dušo, zato jaz veliko eksperimentiram in s karakterji in z njihovo duševnostjo in z miljejem se mal igram, da ni preveč tako samo hudanet in da se ne poglobimo v lik dejansko. Tako je. Ja, v bistvu, zares. Pa da se malo dogaja tudi, kot si že sama rekla, v nekih eksotičnih krajih. Ne preveč, ne preveč, pa neki kraj, seveda, ki so mi blizu. Jaz ne moram pisati v enih krajih, kjer pač niti nisem bila. No sej, Sicilija? Ja, sicilijanska mafija? Ja, sem bila. Tako da poznam te konce, v katerih pišem, bila sem v Trbovljah. Sem prav rekla Trbovljah, parkrat sem me popravila. V glavnem, to so mi ljubi konce, tako kot je bila Bela krajina v Belem volku, pa potem Kočevje, vedno najdem en večkrat bolj tak zanimiv kraj. Kočevje je malo bolj tako temačno, Trbovlje so zelo posebne iz svojo energijo, ampak jaz se tam ne počutim slabo, jaz se tam dobro počutim, res. Ko so mi govorili, zakaj je Trbovlje, meni je Trbovlje ljubo, res. Tako da ima en tak čar in šarm in dejansko je ta roman se razlikuje od prejšnjih dveh. V čem? V tem, da jaz sem dala antagonista in sem mu dala glas, čeprav mi ne vemo, kdo je on še vedno spregovori, in vidimo ta nerazrešen odnos z njegovim očetom. Ne bom preveč povedala, ampak tako se mi zdi, da to je tudi določene vrste suspense. Se pravi, ti ves čas vidiš v pogled morilca in v njegovo razmišljanje o tem, kaj je delo, zakaj je naredil, kako je naredil. Se pravi, mu zlezeš malo pod kožo, hkrati pa ne veš, kdo je. Ja, pa v bistvu saj mene je v knjigi malo presenetilo, zato ker po občutku, ki sem ga imela, pride ta njegov glas relativno pozno. Prej mi že veliko stvari izvemo, veliko drugih perspektiv že imamo in ko sem prišla na ta odsek, kjer se pač oglaša morilec, sem bila tako, kam zdaj to lahko mislim in mi je v bistvu spodbudil, da majhen premislim o tem, kaj sem
do takrat prebrala. Tako da mi je bilo še enkrat na še en drug način malo zanimiv, še ena drugačna perspektiva. Ker sem hotela prvo se ukvarjati samo že tako so to kompleksni romani, ne? To niso, kaj pa vem. Ja, to ni sam hudanet. Ja. Ne, ni, ne. Tako da nisem ga hotela prezgodaj dati not, ne pa spet prepozna. Prezgodaj ne zato, ker sem se mogla z drugimi stvarmi toliko ukvarjati, ne? In če preveč vsega naenkrat tako zelo hitro fokus zgubi. Že tako je treba biti majčkeno skoncentriran na prvih 10-20 straneh in potem pa lepo pač, da zagrabiš in potem steče. Ne? Okay. Še dve naključni vprašanji imam. To, da je ta prva knjiga Rdeča kapica, da je ta druga knjiga Beli volk in da je zdaj Črni princ, naključje, a nam kaj hočeš povedati? Ne, Črni princ ni naključje. Ne? Rdeča kapica je bilo, mislim, naključje, je pač šlo v zvezi z zgodbo, ne? Nekako se mi zdi, da se je lepo pokril. Beli volk je bilo slučajno, ni imel veze z Rdečo kapico, ampak je slovansko mitologijo. In je bil Beli volk, prvo bi mogel biti v originalu Gospodar volkov, ampak se mi je zdelo, že če dam Gospodar volkov, bom v bralcu jasno že takoj. In potem sem najdla Beli volk in se mi tudi zelo lepo usedela, ne? In potem se je slučajno pokril z Rdečo kapico. Ni imel veze, res ni imel veze. Tale Črni princ sem se pa na koncu igrala. Ne? In tako se mi zdi, da tudi, ker sem že od začetka vedela, kdo bo Črni princ. Ne? In se mi zdi, da potem tudi ima neko poanto. Ne? Ja, sem pa ostala znotraj teh pravljičnih vod, to je res, s katerimi sem tudi začela. Tako. Ker na nek način kriminalka je totalna fikcija, ampak ima pa noge na realnih tleh, ne? Ker ta kriminal pač to se dogaja okoli nas. Ne? Je pa to taka fikcija, ne? Da dejansko je to entertainment. Ne? Ja. Jaz bom rekla, da je vesolje tako hotelo, da imamo rdečega, belega in črnega. Okay. Ne vem, če sva daj že na kameri kakšno rekla o tem, pa ne vem, če smeva, ampak te bom vse glih vprašala. Serija? Ja? Ne? Kdaj? Serija je pristavljena na leto 2024, snemanje. Ja. Bo. Je pa že izbran igralec glavni. Odlično. Ne smem nič povedati, tako da ja, držim pesti. Sam da bo. Zdaj imamo ne črno na belem, ampak na filmskem traku, ki je tudi digitalna kamera, tako da zdaj mora biti 2024 posnet. Ok, super. Hvala lepa za tale pogovor. Jaz res vsem priporočam, da si ali greste poiskati eno samo knjigo, ali pa tam zadaj en lep paketek vseh treh, ali pa si jo downloadate online. In si preberete tole, ali pa še prejšnji dve, ali pa najprej še prejšnji dve, pa pol ta tretji. Prvo Rdečo kapico, pol Belega volka, pa Črnega princa. Mislim, da nekako ima nek smisel. Ja, kar vse naenkrat. Še enkrat. Ja. Lahko tudi posamezno, ker te vse knjige stojijo kot posamezne enote. Ja. V glavnem, pridite kaj v Beletrino, vzemite si kakšno knjigo, veselo poletje, pa upam, da se še kdaj pogovorijo o kakšni knjigi. Se bo. Okay, you heard it here first. Hvala. Čau. Beletrina. Uživo.